Lep dober dan, želim vsem skupaj. Lepo pozdravljeni na tej novinarski konferenci o pričetku zgodovikenda 2025. Poseben pozdrav gre sodelujočim na tej novinarski konferenci gospodu Matjažu Tomšiču, samostojnem policijskem inšpektorju z Generalne policijske uprave, podpolkovniku Fedi Vraničarju iz Generalštaba Slovenske vojske, Lenartu Pupaharju, kustosu Vojaškega muzeja Slovenske vojske, Janu Cotiču, arhivistu iz Pokrajinskega arhiva Koper. Torej, že tradicionalno bomo tudi letos zakorakali v ta jesen, tukaj v Pivki za zgodovikendom, osrednjo prireditvijo parka ob zaključku letne sezone. Torej, 3. septembrski vikend je tradicionalno namenjen zgodovikendu. Prav na današnji dan, 17. septembra, pa mineva natanko 10 let, ker je bil za obiskovalce odprt prvi paviljon A parka vojaške zgodovine. In če dovolite, bi se sprehodili skozi eno predstavitev o samem parku, ki jo je pripravil Boštjan, o samem operaciji celovita ureditev kompleksa park vojaške zgodovine. Torej, spomnite se, da ideja se je rodila leta 2004, 2006 je bil odprt prvi paviljon in takrat je bil obnovljen v 2 letih oba zgornja paviljona, današnji paviljon B in C. Spodnji del kompleksa, ki je bilo več logističnih objektov, od ambulante, pekarne, oficirske menze, je ostajal neobnovljen, je predstavljal pa neko prostorsko rezervo za nadaljnji razvoj parka in leta 2012, potem v 2013 je prišlo do sklepa vlade in dodelitve evropskih kohezijskih sredstev, ki so pognale pod to operacijo celovita ureditev kompleksa park vojaške zgodovine. V začetku leta 2014 so podstekla gradbena dela za nov paviljon z 2000 kvadratnimi metri razstavnih površin. Torej, gre za obsežna gradbena dela, namreč v okviru projekta je bil pač paviljon sezidan, postavljena razstava, obnovljen kup eksponatov, ki so bili, tudi sama selitev eksponatov je seveda predstavljala velik logističen podvig. Del eksponatov se je preselil iz prej že delujočih paviljonov, del jih je bil pa na novo obnovljen, ki so čakali na obnovo in so bili tudi obnovljeni v okviru te operacije in jih je bilo treba preseliti. Seveda poseben izziv so bila letala, ker jih je bilo treba postaviti v dvignjen položaj nad druge eksponate. Bili so pač veliki izzivi, ker tudi recimo letalskih mehanikov za ta letala, ta generacija se je že umaknila, znanja ni več, tako da je bilo res zahtevni podvigi. Je bil pa v okviru te operacije res obnovljen pomemben del nacionalne vojaško-zgodovinske dediščine in v bistvu omogočena njegova predstavitev javnosti. Poseben izziv je bila podmornica. Podmornico smo dobili leta 2011, je bila torej 4 leta in pol že na ogled javnosti, vendar zunaj. In to je bil en večjih težav, ker podmornica zunaj, ogled notranjosti podmornice je predstavljal problem v slabem vremenu, snegu, burji, še hujše pa poleti, ker se je pregrevala,
ker je bila zelo vroča in poleti kot vrhunc turističnega obiska, pa tista razgreta podmornica, s to postavitvijo noter je to predstavljalo res čist nekaj drugega. V okviru operacije je bilo tudi obnovljeno kar nekaj infrastrukture, no? Tukaj postavljen tudi ta silhueta tega tanka, tega ekotanka, ki krasi zdaj vhod v park vojaške zgodovine in predstavlja eno prepoznavnih točk parka. Obnovljen je bil pa tudi ta polovica komande, kamor smo zdaj, to je bila slika tega prostora prej, ki je v tej prvi fazi obnove ostala takrat neobnovljena, tako da ti razstavni prostori in samo podstrešje je bilo obnovljeno takrat, in pa sezidana nova garaža, 200 kvadratov, ki tudi predstavlja pomembno infrastrukturo. Torej, na današnji dan, pred 10 leti, pa samo odprtje tega paviljona, predsednik Pahor je takrat prišel, si vzel čas in odprl ta nov paviljon za obiskovalce. Ta nov paviljon predstavlja zdaj nek prostor, najpomembnejših prostorov v bistvu parku vojaške zgodovine. Tukaj se dogaja en kup dogodkov, nove razstave, predstavlja res en pomemben muzejski potencial za nas. Razstava Pot v samostojnost, admiral Bauer, vojaški poveljnik NATO, predstavlja pač neko jedro parka vojaške zgodovine. Zdelo se nam je fajn, da se ob tej 10. obletnici spomnimo. Sama operacija, celovita ureditev kompleksa park vojaške zgodovine predstavlja pač pomembno prelomnico v zgodovini parka. Hvala, Boštjan. Zgodovikend bo potekal cel konc tedna. Že v petek, 19. septembra, bo v parku potekala seznanitev vojaških obveznikov letnika 2007. Vestirenga, kličemo pri nas, to seznanitev, drugod po Sloveniji najdemo tudi vizito, štelungo, to je različna poimenovanja za nabor, ki svoj čas predstavljal pomembno prelomnico v življenju mladih fantov. V nekaterih slovenskih pokrajinah se je dolgo ohranjal kot barvit običaj z okrašenimi vozovi fantov iz posameznih vasi. Tradicija je bila z ukinitvijo nabornega sistema prekinjena, pa vendar jo skušamo v parku skupaj z upravo za obrambo iz Postojne obuditi in ohraniti kot živo dediščino. Festivalsko dogajanje se bo nadaljevalo Festivalsko dogajanje se bo nadaljevalo v soboto, 20. septembra, z dnevom odprtih vrat v vojašnici Stanislava Požarja, tukaj v Pivki, pri naših sosedih. Poleg pestrega programa bo pa v tej edini tankovski vojašnici Slovenske vojske bo pa obilica dogodkov tudi v parku. Imamo ta dan, odpremo 2 novi razstavi. To je dopoldne se odpira razstava Vojaškega muzeja Slovenske vojske, ki je v 2 delih, in sicer artilerija, zelo na kratko, in obnova havbice 105 mm M18. Prosil bi kar Lenarta Pupacherja, kustosa Vojaškega muzeja Slovenske vojske, če mogoče predstavi ta projekt. Hvala. Lep pozdrav. Lenart Pupacher, kustos v Vojaškem muzeju. Veseli smo, da smo lahko tudi letos del pestrega dogajanja v okviru zgodovikenda. Naše aktivnosti pa lahko letos razdelimo na 2 sklopa. V prvem sklopu gre za otvoritev 2 razstav, in sicer prve razstave obnova havbice. Gre pa za obnovo, to je v bistvu opis projekta ene obnove, ki jo je izvajal pripadnik Slovenske vojske v okviru svojega diplomskega dela na študiju strojništva. Opisuje pa multidisciplinarnost projekta, kako smo se lotili, poudarja muzeološki vidik inkluzivnosti in participativnosti.
Kot končni produkt pa predstavlja obnovljeno nemško havbico iz obdobja druge svetovne vojne, ki je kot muzejski predmet izredno pomembna za našo vojaško preteklost. Havbica mislim, da je ravno na poti iz Maribora sem. Druga razstava, ki pa jo odpiramo, nosi pa naslov Artilerija zelo na kratko. Vloga in pomen te razstave pa je zaokrožiti izkušnje obiskovalcev na področju artilerije. V parku je razstavljenih veliko muzejskih predmetov, izjemnih muzejskih predmetov, rodu artilerije, nekaterih ne najdemo nikjer drugje v Sloveniji in predstavlja resnično dragocenost naše vojaške dediščine. Ta razstava pa obiskovalcem pomaga bolje in globje razumeti in te artilerijske predmete in njihovo mesto v naši vojaški preteklosti. Razstavi bo slovesno otvoril magister Matjaž Ravbar, generalni direktor Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino. Drugi sklop aktivnosti, to je pa nedeljo, to pa je bolj dinamični del, mislim, da za obiskovalce tudi najbolj atraktivn. Gre pa za sodelovanje na predstavitvenih vožnjah voznega dela vozil, voznega dela zbirke Parka vojaške zgodovine. Evo, na kratko z moje strani. Hvala Lenart. V soboto popoldne sledi odprtje razstave, gostujoče razstave Pokrajinskega arhiva Koper, Tomos drvi v arhiv, ki osvetljuje pomen ohranjanja arhivske dediščine Tomosa, nekdaj enega najpomembnejših industrijskih podjetij v Sloveniji. Razstavo bo odprl župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj. Sam projekt bo pa predstavil arhivist Jan Cotič. Prosim. Hvala. Lep dober dan tudi v mojem imenu. Zdaj, tomosko dediščina, jaz mislim, da ne potrebuje neke dodatne promocije, ker samo po sebi je, za eno besedo, če ga opišem, legendaren. In seveda, kaj lahko pravzaprav arhiv še ponudi dodatne, kar o Tomosu še niso povedali. Zdaj, mi kot arhivisti nismo specializirani za samo njegovo dediščino, smo se pa zato povezali z različnimi drugimi zavodi, kot so Tehnički muzej Slovenije, Srednja tehniška šola Koper, kjer smo skupaj pravzaprav rešili pisno dediščino pred propadom. Namreč, in tle je nastala potem ta ideja o razstavi, torej ne bo šlo za tisto klasično kliše razstavo, Tomos je bil od leta 1954-2019, ampak smo hoteli izpostaviti eno problematiko, kakšne težave smo imeli pri reševanju, kar naenkrat smo se v enem dnevu znašli s 500 000 približno naokoli te pisne dediščine, tehničnih načrtov, kako jih rešiti, kako jih pospraviti, kako jih urediti, kako bo dostopno to javnosti, ne? In mi kot sami arhivisti seveda ne poznamo točno te specifike. Podjetja kot so Tomos, Cimos, Javor v Pivki recimo so imeli svoj način hrambe te zadeve in seveda tukaj smo se potem združili z raznimi inštitucijami. Ne? Namen razstave je, da se širi beseda, namreč tudi ko smo reševali gradivo, kljub temu, da smo lepo količino gradiva našli, smo odkrili, da nekaj manjka in to je celoten športni program, ki ga Tomos izdelal. Nekoč je bilo to tujeno in s to razstavo hočemo v bistvu nek klic javnosti dati, nek poziv, da če kolikor kar hranite doma, dajte to prinesti, vsaj možno digitalizirati, da se hrani in bo našim zanamcem potem to dostopno. Tomos, kot večina teh podjetij, predstavlja sicer to eno zadevo, ki je danes samoumevna, je podjetje, kjer imamo na razpolago bivše zaposlene. Marsikatero informacijo dobimo lahko iz prve roke, dajte se poprašati, kaj bo čez 100 let. Bo treba iskati po pisnih virih in tako dalje. Hvala. Hvala lepa, Jan. Zdaj, Tomos je tako kot večina drugih industrijskih podjetij delal, tudi skušal delati za vojsko, za vojsko, za obrambne namene. Da smo veseli, da sta se najdla dva eksponata, ki sta razstavljena tukaj, to je motor za čoln in pa moped, ki bosta razstavljena in predstavljena tukaj v Pivki. Tako, v soboto se bodo zainteresirani lahko udeležili pohoda na Primož.
se sprehodili skozi podzemne utrdbe Alpskega zidu. Tukaj pač te dogodke običajno vežemo tudi pohod na Primož, nekaj zlasti individualci včasih nimajo priložnosti obiskati notranjosti, ker ta je pač za organizirane skupine, zato je v teh dogodkih običajno dodano tudi to, da tudi ti individualci, družine lahko obiščejo notranjost podzemne utrdbe na Primožu. Preko dneva bo tudi več vodenih ogledov po stalnih in gostujočih razstavah v parku. Posebnost bo pa tudi vodenje za gluhe in naglušne obiskovalce v slovenskem znakovnem jeziku. Park nadaljuje te svoje aktivnosti približevanja razstav, zbirk, približevanja nazadnje nacionalne vojaške zgodovine tudi ranljivim skupinam, tako da smo letos tudi dodali virtualen ogled notranjosti tanka T-34, dodali v zbirko teh pripomočkov model britanskega letala Spitfire v modelu 1:14 za obiskovalce z motnjo vida, in pa videovodnik po razstavi Enigma, skrivnostno zakulisje vojne v slovenskem znakovnem jeziku in v mednarodni kretnji za gluhe in naglušne. Za obiskovalce z motnjo vida bomo do konca leta pripravili še model sovjetskega tanka T-55, za tuje gluhe in naglušne obiskovalce pa še audiovodnik v angleškem jeziku. V stavbi D, kjer domuje depoj državnih muzejev, bodo obiskovalci lahko v soboto in v nedeljo tako samostojno kot v okviru vodenih ogledov spoznavali razstavljene predmete Muzeja novejše in sodobne zgodovine, Tehničnega muzeja Slovenije in Narodnega muzeja, organiziranih bo pa več tudi delavnic. Višek festivalskega dogajanja bo v nedeljo 21. septembra. Že zjutraj se bodo obiskovalci lahko sprehodili na Primož, torej si ogledali podzemne utrdbe Alpskega zidu. Čez dan se bodo pa tukaj predstavili obiskovalcem člani Društva slovenskih miličnikov z legendarnimi vozili nekdanje milice. S statičnimi predstavitvami pa bodo dogajanje popestrili tudi gasilci PGD Postojna in gasilci starodobniki PGD Studeno. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji živali, ki si bodo lahko ogledali predstavitev kluba vodnikov reševalnih psov Postojna. Pestro dogajanje bo obogatil sejem vojaško-zgodovinske literature, militari, taktične opreme, domačih izdelkov. Poskrbljeno bo za najmlajše, ker bodo, se opravičujem, včasih, predstavitev policije, aktivnosti policije, vojske, torej dobro bo poskrbljeno tudi za najmlajše, ki se bodo lahko udeležili otroških delavnic, Parka vojaške zgodovine, Centra divjih zveri Dina in Ekomuzeja pivških presihajočih jezer, Notranjskega muzeja Postojne in Računalniškega muzeja. Sam vrhunec nedeljskega dogajanja bodo pa predstavitve tako policije kot slovenske policije kot slovenske vojske. Pozno dopoldne bo za uverturo v dinamično dogajanje poskrbela specialna enota slovenske policije in letalska policijska enota, in povabil bi gospoda Tomšiča, samostojnega policijskega inšpektorja z Generalne policijske uprave, če mogoče predstavi policijske aktivnosti. Hvala, direktor. V slovenski policiji smo izjemno ponosni na več kot odlično sodelovanje s Parkom vojaške zgodovine. Na dogodku Zgodovikend sodelujemo že tretjič zapored, to pomeni od samega začetka, vsako leto v nekoliko večjem obsegu. Tudi letos bomo v sodelovanju specialne enote in pa letalske policijske enote prikazali dinamičen prikaz prijetja storilcev hujših kaznivih dejanj. V statičnem prikazu bodo pa predstavniki različnih enot prikazali svojo opremo, način svojega dela,
Vsako takšno priložnost pa izkoristimo tudi za promocijo policijskega poklica. Vedno potrebujemo nove kandidate, vsaka generacija nam je pomembna, da popolnimo svoje vrste, da popolnimo tudi karierni razvoj v policiji, da bo Slovenija še naprej ostala ena od najbolj varnih držav na svetu. Hvala, direktor, hvala publiki. Hvala, gospod Tomšič, tako za predstavitev, kot tudi za vso koordinacijo, s katero nam pomagate pri tem sodelovanju s policijo. Torej, z policijskim prikazom, dinamičnim prikazom sredi dneva, torej od 11. naprej, sledi nastop gasilcev, najprej starodobnikov, PGD Studeno, s prikazom gašenja, nato pa se bodo predstavili še gasilci PGD Postojna. Popoldne bodo pa sledi dinamičen prikaz voznega dela zbirke Parka vojaške zgodovine in Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Prikaz, ki zmeraj zbuja navdušenje obiskovalcev, pač nekih eksponatov je zelo redkih in jih redko vidimo. Aktualna vozila Slovenske vojske so pa sploh predstavljajo pod neko krono tega, ne? Ampak vsemu skupaj pa sledi dinamična predstavitev Slovenske vojske in bi povabil podpolkovnika Vraničarja, če mogoče predstavite te aktivnosti. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Slovenska vojska bo tudi letos, kot že tradicionalno, z veseljem sodelovala na zgodovikendu tukaj v Pivki. Od petka do nedelje, že v petek se bodo obiskovalke in obiskovalci lahko seznanili z različnimi možnostmi sodelovanja s Slovensko vojsko, kjer bo obiskovalcem predstavljen način prostovoljnega služenja vojaškega roka, sodelovanja na vojaških taborih, morsi mladi, študentskih taborih. V soboto pa v okviru zgodovikenda Slovenska vojska odpira vrata vojašnice Stanislava Požarja v Pivki, kjer si bodo obiskovalci od 10. ure dopoldan do 5. ure popoldan lahko ogledali življenje v vojašnici, si ogledali opremo in oborožitev Slovenske vojske, ki jo uporablja tankovska enota, ki je nastanjena v vojašnici Stanislava Požarja v Pivki, ter prav tako lahko se usedli v pravi tank in zapeljali po poligonu nad vojašnico. V nedeljo, tako v soboto kot v nedeljo, se bo Slovenska vojska na aktivnosti predstavljala statičnimi predstavitvami, kjer bo predstavila oborožitev in opremo Slovenske vojske. Krona pa, kot je rekel že prej direktor, bo v nedeljo ob 3. popoldan, ko bo Slovenska vojska predstavila dinamično predstavitev 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe ter 17. bataljona vojaške policije. Tako da gre za obsežno in zanimivo sodelovanje s Parkom vojaške zgodovine. Veseli smo, da smo lahko del zgodovikenda in seveda vabimo vse obiskovalke in obiskovalce, ki se boste udeležili zgodovikenda, da pridete na obisk tudi k nam v vojašnico Stanislava Repnika ter si v nedeljo ogledate dinamično predstavitev. Hvala lepa. Hvala lepa, podpolkovnik. Zdaj smo prišli že skoraj do konca. Torej, pozno popoldne po vsem dinamičnem dogajanju bo možnost še si ogledati razstavo Življenja rešujemo skupaj, to je ta fotografska razstava tukaj na strehi paviljona A. Po njej nas bo popeljal kar sam avtor razstave, gospod Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite. Tako, hvala lepa za pozornost. Obiskovalcem priporočam, da sledijo še programu, ki je objavljen na naši spletni strani, kamor bodo objavljene tudi morebitne spremembe, popravke, prilagoditve. Hvala lepa.